Lep pozdrav, danes imamo en prijeten dogodek, eno donacijo še za prijeti, pa bom prosil gospoda Hočevarja kot predsednika društva, da pove, zakaj je danes pomemben dan. Najlepša hvala. Sploh se pa zahvaljujem Univerzitetnemu kliničnemu centru, da je sprejel to pobudo gibanja Movember in Društva uroloških bolnikov, da kljub težkim razmeram, ki trenutno so v zdravstvu in med ljudmi, pripravi to srečanje z vami. Kajti tudi naša dejavnost kot društva je neučinkovita in nepomembna, če nimamo podpore javnosti. Vi ste predstavniki te javnosti in lahko z objavljanjem teh sporočil bistveno pripomorete k težavam, ki jim je namenjen mesec Movember. Veste, verjetno že odprej, da je v Sloveniji umre preveč kot 400 moških zaradi raka prostate. In seveda to umiranje je zelo boleče, ker se običajno rak prostate razširi na kosti in ta potek bolezni je zelo nadležen za pacienta, pa tudi za zdravstvo. Na leto odkrijejo 1600 bolnikov, ki morajo biti pravočasno tretirani, seveda, da bi nekako obdržali to številko 400 ali pa celo zmanjšali. Tukaj smo dva iz Društva uroloških bolnikov, še Bogo 6 vas Meščan, ki sva pred 10 leti približno bila operirana, on mogoče malo kasneje. Kasneje sem imel še recidiv, sem bil še vsevan in kot vidite, sem še zmeraj živ. To je pomembno sporočilo, ampak sem tukaj z vami zato, ker je bilo vse skupaj pravočasno diagnosticirano in odkrito. Torej, če zamujamo pri diagnostiki in pravilno izbranih posegih, se lahko taka življenja, kot je moje, končajo tudi s smrtjo. Zato je Movember z vsemi značilnostmi, od katerih bo predstavnik povedal kaj več. Društvo je staro 8 let, naše prizadevanja gredo ves čas v smeri, da osveščamo ljudi o pomenu in problemih tega obolenja. S tem, ko je rak 19. leta 2019 postal prvi rak smrtnosti pri moških, bi mogli tem vprašanjem, po mojem mnenju, posvečati še več pozornosti. Jasno je, dostopnost do storitve, s pomočjo katere ugotavljamo to obolevnost, ključnega pomena. Vemo, da se ta poslabšuje, zato preprosto menim, da se bi morali ukvarjati s problemom dostopnosti do vseh zdravstvenih storitev na bolj organiziran in učinkovit način. Dejstvo je, in nihče ne zanika, da je COVID resna grožnja ljudi, njihovemu zdravstvu in družbi nasploh, in da glede na to, da ni cepiva in zdravil, je mogoče bolezen nadzorovati na tak način, kot se nadzoruje zdaj. Z higieno, z dezinfekcijo, z maskami, z osamitvami. In to dejstvo smo pač sprejeli in ga maksimalno upoštevamo. Vendar v okviru tega dejstva in teh svoboščin, ki se uklanjajo recimo tem zahtevam epidemiologov, je treba poskrbeti tudi za druge paciente, ki ravno tako zbolevajo in ki je njihovo in katerim je življenje, če ga pravočasno ne zdravimo, pravzaprav močno ogroženo. Namreč jaz bi tukaj skušal koncentrirano prebrati en del, ki je bistveni del današnjega pogovora, pa tudi mojega sporočila. Namreč s to epidemijo COVID-19 so se dodatno podaljšale čakalne dobe, s čimer se dodatno znižalo dostopnost do potreb zdravstvenih storitev.
Ponekod se uvaja začasna prekinitev obravnave za zdravstveno nenujnih bolezni in stanj. Vemo, da so pogoji dela na različnih nivojih zdravstva in na različnih področjih zdravstva, internistika, ginekologija in tako naprej, kardiologija, v različnih zdravstvenih ustanovah. Nekateri imajo razviti bolj to dejavnost, druge dejavnosti, nekatere zdravstvene ustanove so sploh specializirane in dosegajo večjo učinkovitost na tistih svojih področjih. Zato menimo v društvu, pa tudi sicer, da dostopnosti ni mogoče v enaki meri omejevati na vseh področjih zdravstva, ki sem jih prej omenil. Torej, naj bi ali pa pričakujemo, da bi ta področja zdravstva oziroma njihovi razširjeni strokovni kolegiji kot posvetovalni organ na ministrstvu skupaj z epidemiologi proučili, kaj bi bilo in kako bi bilo mogoče izvajati nujne storitve, ki se morajo opraviti, da ne bi bistveno poslabšali zdravstveno stanje prebivalstva, da bi pravzaprav pravilno posredovali informacije ljudem, katera obolenja, v kateri fazi so taka, ki imajo ki imajo dostop do zdravstvene storitve in to na pravi in pravočasen način in tudi kje dostop do te zdravstvene storitve. Vsaka stroka naj opredeli te storitve, ki morajo biti v obstoječih pogojih nujno izvedeni. Ker se delitev na nujna in nenujna stanja v javnosti, naj se delitev na nujna in nenujna stanja v zdravstvu javnosti predstavi natančen seznam storitev, ki se bodo še naprej izvajale. V tem pravzaprav društvo, pa tudi sicer dobršen del javnosti, vidi pravično dostopnost do zdravstvenih storitev. Če bo današnja novinarska konferenca sprejela to pobudo, lahko mirno društva, kot del civilne družbe, do katere se ne kaže trenutno velika naklonjenost, potrebno na ustrezen način vključiti v obvladovanje te virusne nevarnosti. Društva imajo velik potencial, predstavljajo pomembno vez med strokovnjaki in javnostjo in zato smo se mi na ta način tudi začeli vključevati vse dogodke. Bistveno pa je, da vsak zase, tako kot smo mi z doktorjem Šalo, se pripravljala na ta pogovor že 14 dni. On je 14 dni delal doma, jaz živim na periferiji Ljubljane, na eni strani Barje, na drugi je Gozd, sprehajam se po Barju in Gozdu, grem enkrat v trgovino, ko je potrebno, nosim masko, v stanovanju imamo dezinfekcijo, tudi s sabo jo nosim. Preden sva vstopila v avto oziroma že včeraj sem ga razkužil, ves čas sva nosile maske, ne bova vstopila v bolnico kot rizična skupina, ne bomo se rokovali z drugimi, bomo se sam prijazno pokimali in to je najin osebni prispevek. To, kar sva prinesla sabo, bova odnesla tudi nazaj. In če bi to sporočilo sprejeli vse ljudje, da bi se vsak zase zavedal, kaj mora storiti, mislim, da bi bila le na ta način ta epidemija mogoča in ustrezno obvladljiva. Seveda imam še vrsto stvari, ki bi jih povedal, ampak ker sta še dva govorca tukaj, sem jaz potem na razpolago še za kakšno vprašanje. Zaenkrat se pa res vam zahvaljujem, kajti le z vašo pomočjo, pa tudi temi poročili, ki jih goji naše društvo, lahko sodelujemo tudi v bitki proti COVID-19 in pri ustvarjanju boljšega in ustreznega razpoloženja. Meni se zdi izredno pomembno,
da je v tem času, ko smo vsi obremenjeni s to epidemijo, tudi kakšno tako vprašanje, kot je naše izpostavljeno. Hvala lepa. Lep pozdrav v mojem imenu. Najprej bi se zahvalil za povabilo. Danes bom kratek, ker upam, da ste v 12 letih našega delovanja se že navadili, da podporniki gibanja Movember to izražajo z nošenjem brkov novembra, odtot tudi ime, ne, Mustaši, november je Movember. Movember je mednarodno gibanje za osveščanje moških o zdravju in boleznih, ki prizadenejo predvsem pretežno moško populacijo, seveda rak na prostati, na testisih, depresija. Od samega začetka je poteklo 17 let, ki je v tem času postalo res globalno. Od začetka do danes se je registriralo preko 5 milijonov ljudi, zbralo se je več kot 700 milijonov evrov, s katerimi se pač podpirajo projekti in zdaj jih je bilo več kot 1500. Poleg osveščanja pa člani Movembra zbirajo tudi donacije z določene dobrodelne organizacije, ki so povezane z moškim zdravjem. Mi smo recimo izbrali, da delamo skupaj z Društvom uroloških bolnikov. Poleg tega je tudi na spletni strani uradne movember.org se lahko prijavite in karkoli tam donirate, bo šlo pa v neko skupno vrečo, ki se reče Global Action Plan, in iz tega se potem pač financirajo raziskovanja v namen istih teh bolezni, ne. V Sloveniji vsako leto organiziramo kar nekaj dogodkov, kot so Movember tek, dražba vin, impro predstave, ampak letos tega pač žal ne bo mogoče izvesti, tako da bomo pač se premaknili svoje delovanje na splet. Upam, da bo UKA Maribor inštrument kupljen z lansko zbranih sredstev s pridom uporabljal in da jim dobro služil. Vsem pa želim predvsem, da ostanemo zdravi. Hvala. Dober dan še z moje strani. Zahvalil bi se vam, da ste danes prišli, da opozorimo na pomembnost bolezni pri moških. V sklopu Movembra je v ospredju predvsem rak prostate. Kot ste slišali, letno 1600 moških v Sloveniji zboli za rakom prostate, 400 letno jih umre. V tem trenutku se 14 000 moških zdravi zaradi raka prostate v Sloveniji. Ob tej priložnosti bi rad pozval moške, da če imajo resne težave, kot so na primer bula na modih, bolečine v trebuhu, ki so nepojasnjene, krvav urin, visok PSA, da tudi v teh COVID časih ne čakajo doma, ampak kontaktirajo svojega izbranega zdravnika, ki se bo odločil, ali potrebujejo nadaljnjo urološko obravnavo. Trenutno urološka ambulanta v UKC Maribor deluje, tako da tisti, ki so napoteni pod nujno in pod zelo hitro, obravnavamo normalno. Vsak izmed teh pacientov bo isti dan pregledan, kot je predvideno. Tisti, ki so napoteni pod redno in pod hitro, pa jih na termin, ko so imeli predviden pregled, pokliče naš zdravnik po telefonu in jim svetuje, kako naprej. Ali je potrebna še dodatna diagnostika ali kakšno zdravljenje, skratka, da se ne zamuja. Tako da mislim, da se cel urološki oddelek trudi, da bi bilo čim manj zamujenega v tem obdobju. Prosim pa tudi gospode, da so pozorni na svoje težave in pravočasno ukrepajo. Ob tej priložnosti bi se še zahvalil vsem zaposlenim na našem oddelku. Zdaj zelo izstopamo po tem, da zaenkrat še nismo imeli niti enega COVID pozitivnega med uslužbenci. Tako da upam, da bo še to nekaj časa ostalo. Kar se tiče kirurške dejavnosti, delamo trenutno s polovično močjo, saj je bilo nekaj kadra prerazporejenega na druga delovišča. Trenutno čaka 27 bolnikov s karcinomom prostate na operacijo v naši ustanovi. Zato upam, da se v prihodnjih dneh kirurški program ne bo še dodatno zmanjševal. Potrebno je gledati v prihodnost. COVID je prehoden pojav. Ko bo epidemija začela izvenevati, bomo z vsemi silami poskušali nadoknaditi izgubljeno. Pri tem nam bo pomagalo tudi oprema, ki smo jo dobili donirano strani Društva uroloških bolnikov in gibanja Movember. Moram se jim še enkrat zahvaliti za fleksibilni cistoskop, ki so nam ga kupili. To je inštrument, ki ga uporabljamo pri diagnostiki raka mehurja.
Tako da hvala lepa še enkrat. To je to z moje strani. Seveda, seveda. Cela Slovenija. Sigurno. Podatkov teh še nimamo, ampak že po občutku je manj napotitev teh bolnikov v urološko ambulanto. Tako da se odkrije manj bolezni, absolutno. Ampak to ne pomeni, da je obolen manj, ampak da gospodje čakajo doma s težavami in se pač zadeva ne odkrije. Oboje. Sigurno. Mi se trudimo z naše strani, tako kot sem rekel, tisti, ki so napoteni pod nujno in zelo hitro bodo pregledani, vse ostale pa, ki imajo termin pri nas, telefonsko pokličemo, kontaktiramo in se zmenimo, kako naprej. Ampak to je zaenkrat možno. Kak bo naslednji teden, če nas bo še dovolj za tak način dela, ne vem. Ja, in to je samo karcinom prostate, ne? Ja, res je. Ljudje so zaskrbljeni, kličejo vsakodnevno. Tako da, povem vam, moj telefon zvoni neprestano, tako da iščem rešitev, kako bi to uredili. Tako da zaenkrat obljubiti ne morem, kdaj bojo na vrsti, ker se iz dneva v dan situacija spreminja. Tako da zaenkrat delamo s 50% močjo. Kako bo v prihodnjih dneh, ne vemo. In 27 je samo karcinomskih bolnikov na prostati. Imamo še ostale karcinome, otroke, ostalo patologijo, ki čaka. Ja. Jaz zdaj točnega podatka glede tega nimam, ampak zdaj pri karcinomu prostate mogoče zdaj vsak dan ni toliko pomemben, ker ločimo tudi nizkorizični in visokorizični karcinom prostate, medtem ko karcinom mehurja, ledvice, tam se pa res mudi, ne. Tako. Mi pač mi gledamo, kateri so bolj nujni, kateri manj in pol sproti glede na to paciente razvrščamo. Tako da bolj nujni bodo na vrsti prej, absolutno. V kakšnem smislu mislite, glede uroloških bolnikov? Ne. Se po mojih informacijah vse bolnice, kjer deluje urološki oddelek po celi Sloveniji, imajo podobne težave. Tako da bi nekdo prevzemal naše bolnike ali pa mi od drugih, ni izvedljivo. Res je. S tem, da to smo rešili, zdaj nas je 10 specialistov, urologov, imamo povpraševanje tudi od drugod, bi prišli v našo ustanovo, tako da kar se zdravniškega kadra tiče, zaenkrat ni bojazni. Večji problem imamo zdaj s sestrskim kadrom, tako da že pred izbruhom covida so naše sestre, v bistvu ima že to dolgo brado, že 2 leti se to vleče, da so preobremenjene. Delno smo to rešili, tako da s 1. septembrom naša urološka ambulanta deluje v urgentnem centru. S tem smo popolnoma razbremenili naše sestre v času dežurstva, kar se urgentnih ambulant tiče. Čakamo pa še na novo sistemizacijo. Vložili smo prošnjo za 4 dodatne zaposlitve minimalno, kar se sestrskega kadra tiče. Je pa vprašanje, če jih bomo dobili. Sploh glede diplomiranih medicinskih sester je problem. In glede na obremenitve na našem oddelku potem tudi, ne. Hvala.